No, da nadaljujemo ta pogovor, se mi zdaj pridružuje Brian Katulis, višji sodelavec na Inštitutu za Bližnji vzhod. Brian, lepo, da ste danes z nami na I24 News English. Že prihajajo nasprotujoča si sporočila strani Američanov in Irancev. Podpredsednik J.D. Vance je dejal, da bo Iran dovolil vstop inšpektorjem IAEA za jedrsko energijo. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministra zdaj pravi, da to ni nujno res. Prvič, Teheran med temi pogovori v Švici ni razpravljal o jedrskem vprašanju. Vsako sodelovanje z IAEA mora odobriti iranski parlament in Vrhovni svet za nacionalno varnost. Kaj je bilo potem v resnici doseženo v Švici? Nisem prepričan. Še vedno nam ni jasno, kakšne so bile smernice razprave. Razprave so bile dolge. Toda, ko imaš dve tako nasprotujoči si javni izjavi akterjev, Trumpove administracije in iranskega režima, ki v bistvu lažeta vsak dan, je težko oceniti. Kot neodvisni analitik, koliko od tega je podobno tistemu, kar se dogaja po političnih soočenjih, ko kandidati razpravljajo drug z drugim? Kar je zanimivo je to, da ko sem slišal podrobnost o IAEA strani Američanov, sem se spomnil nekaterih razprav, v katerih sem sodeloval februarja pred vojno, ko sem slišal od ljudi, ki so bili na pogovorih med ZDA in Iranom, da je bila IAEA dejansko prisotna za mizo, da so bili pripravljeni iti nazaj v Iran in da je to bilo v igri. In to omenjam zato, ker kot analitik spremljam, kaj bo doseženo v teh razpravah. Tiste v Ženevi in tiste, ki bodo trajale 60 dni, bom ocenil, ali je to boljše od tistega, kar je bilo verjetno pred vojno februarja, 27. februarja v bistvu. Morda ne bo prav nič drugače, kar je precej ironično, ker mislim. V bistvu bo iranskemu režimu prineslo veliko več denarja, kot ste pravkar omenili, in veliko več vpliva nad državami, kot so zalivske države in tudi Izrael, glede groženj, ki jih iransko omrežje še naprej predstavlja. No, te inšpektori IAEA pravzaprav niso bili v Iranu že od 12-dnevne vojne junija 2020. Zdaj je minilo že več kot leto dni. Ampak tu, če jih spustijo nazaj noter, Brian, kdo lahko zagotovi, da dejansko nadzorujejo iranski jedrski program? Pred to vojno so Iranci inšpektorjem IAEA pokazali le tista mesta, ki so jih sami želeli pokazati. Skrite jedrske lokacije so skrivali pred IAEA. Torej, tudi če jim dovolijo nazaj v državo, kaj se pravzaprav spremeni? To je res zelo pomembno vprašanje. In odgovor nanje je dejansko odvisen od tega, kako dobre obveščevalne podatke imajo Združene države, Izrael in druge države o Iranu. In kar me skrbi glede te vojne, najprej 12-dnevne vojne, slišali smo od predsednika Trumpa, da je bil jedrski program uničen, če se spomnite tega, približno pred letom dni, konec junija lani. Ampak pa smo 6 mesecev kasneje slišali, da ni bil uničen. In del razloga, zakaj smo morali iti v vojno z Izraelom proti Iranu, je bil ta, da se je jedrski program približeval izdelavi jedrskega orožja. In to je tukaj problem, ko imate ameriško upravo, ki jo vodi predsednik Donald Trump, ki, kot sem omenil, ves čas laže, in potem imate iranski režim, ki laže že desetletja. Težko je dejansko oceniti, kaj je resnica glede dejstev v eni najpomembnejših vprašanj, s katerimi se danes sooča Bližnji vzhod, in sicer ali je Iran bližje jedrskemu orožju ali ne. In možnost skritih lokacij. Ponovno, režimi inšpekcij Mednarodne agencije za jedrsko energijo lahko naredijo le toliko, razen če jih ne podprejo z dobrimi obveščevalnimi podatki iz več držav, kot sta ZDA in Izrael, ki imajo zmogljivosti za njihovo zbiranje. Kakšno je torej vaše mnenje o tem prvem krogu pogovorov? Ali je to znak, da bi lahko memorandum o soglasju po 60 dneh postal nekaj bolj trajnega? Ali pa to kaže, kako krhek je ta trenutek? Saj so Iranci skorajda zapustili pogovore in jim sploh niso dovolili, da bi se nadaljevali. Kam menite, da bo ta situacija vodila? Najprej to kaže na moč asimetrične moči, ki jo ima Iran. Zdi se mi, da sta Združene države in Izrael zapravila veliko orožarskih zalog in virov. In ja, povzročila sta škodo iranskemu vojaškemu vodstvu in februarja odstranila vrhovnega voditelja. Ironično je, da način, kako Trump vodi ta pogajanja, vse skupaj oblikuje v kapitulacijski dogovor. To je slabše od iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki se zdaj zdi precej dober, ker so obstajali precej strogi inšpekcijski režimi in je bil še vedno pritisk nanje. Ni bilo teh ogromnih izplačil gotovine. Nekaj jih je bilo, vendar ne toliko, kot se predlaga zdaj. To, poleg dejstva, da Hezbollah v Libanonu še naprej ogroža naše partnerje v Izraelu,
Skrbi me, da predsednik Trump, ker je doma tako šibek in ker se je ameriška javnost obrnila proti njemu, išče precej slab dogovor, če spremljamo, kaj počne G.D. Vance. Poglejmo, ali lahko zunanji minister Marco Rubio doseže kaj več v regiji pri zalivskih državah, vendar tudi oni niso zadovoljni. Zakaj niso zadovoljni? Kaj jih najbolj skrbi po tem prvem krogu pogovorov? No, vaš prejšnji prispevek je to pokril. Najprej in predvsem niso zadovoljni zaradi dejstva, da so bili napadeni, še posebej Združeni arabski emirati in drugi. In nismo ponudili ustrezne podpore in obrambe. Mislim, bilo je bolje. Izrael in Združene države Amerike so dejansko pomagali izboljšati situacijo. Brez zračne obrambe in podobnih stvari bi bilo lahko veliko bolj katastrofalno. Niso zadovoljni tudi zaradi teh razprav, do katerih imata v bistvu dostop le Pakistan in Katar, ki je edina od držav GCC, ki je vključena. Skrbi, ki jih imajo nekatere druge velike arabske zalivske države, ker v bistvu niso za mizo, so podobne tistemu, kar se je zgodilo v okviru pogajanj P5+1, ki so bila uporabljena pred dogovorom leta 2015. In zato so bili v veliki meri nezadovoljni, ker niso bili vključeni v to. Tukaj ni veliko razprave. In zato upam, da je dober znak, da bo sekretar Rubio govoril z njimi. Upam, da jih bo vprašal, kaj bi radi videli v končnem dogovoru, saj morajo oni tam živeti v tej regiji. In prav oni so tisti, ki so najbolj trpeli ekonomsko zaradi zaprtja Hormuške ožine, nad katero Iran ni imel vpliva, dokler nismo začeli te vojne z Izraelom 28. februarja. Da veliko strani, ki jih te pogovori najbolj prizadenejo, sploh ni vključenih v te pogovore. Brian Katulis, zelo pomembno je, da še naprej izpostavljate to perspektivo. Hvala, da ste bili z nami na i24 News English. Cenim to. Hvala lepa.